Lepo pozdravljeni. Kaj nam retrogradni Merkur grozečega pripravlja za leto 2025, bomo pogledali v tem videu. In sicer, retrogradni Merkur je v času od 15. marca pa do 7. aprila. Potem drugi retrogradni Merkur je od 18. julija pa do 11. avgusta. In tretji retrogradni Merkur obdobje je od 9. novembra pa do 29. novembra. Zakaj je dobro si zapisati ta čas? Kajti v tem času ne kupujte novih naprav, mobitela, računalnikov, avtomobilov, ne podpisujte novih pogodb, razen če že niste bili dogovorjeni. Vse, kar ste bili dogovorjeni pred retrogradnim Merkurjem, lahko počnete v času retrogradnega Merkurja. Nikakor pa ne začenjajte nečesa na novo, tudi ne odnosa, veze, ne glede na to, v katerem znamenju je retrogradni Merkur, ne glede na to, da niste dvojček ali devica, na katere retrogradni Merkur najbolj deluje, ampak v obdobju retrogradnega Merkurja torej je čas za introspekcijo, za potop vase, pogled vase, za razmislek o tem, kaj vas muči na določenem področju, kaj si želite izboljšati ali v sebi, ali v komunikaciji, ali v načinu razmišljanja. Ta obdobja so še najbolj pomembna, kot sem že rekla, za dvojčke in device, ker vam je Merkur vaš vladar. Vsekakor je pa pomembno, da ste takrat zbrani, povezani s sabo, in če ste povezani s sabo v času retrogradnega Merkurja, se zgodi to, da preprosto nimate težav v prometu, nimate težav s komunikacijo, nimate težav zato, ker ste povezani v sebi in izhajate iz ene druge energije, iz energije svoje celovitosti. Tako da retrogradni Merkur je torej naša lepa šola, da se pospravimo vase, da izhajamo iz sebe, da smo povezani s svojim mislim, besedami in dejanji, kar pomeni, da smo v svoji lastni integriteti. Če vas retrogradni Merkur muči, je to zato, ker morate na določenem obdobju ali pa področju življenja nekaj pogledati. V marcu je retrogradni Merkur prehaja iz znamenja Ovna v znamenje Ribe, kar pomeni, da v tem času nekako ponotranite ali pa delate na tem, kdo ste, o čem razmišljate, kako vaše misli vplivajo na vaše počutje in kako se preko misli lahko povežete s svojim fizičnim telesom, kako ste uspešni kot človek, fizično bitje, in pa, ker gre nazaj v Ribe, tudi kot duša na zemlji, kakšen je vaš smisel, zakaj sploh živite. To je prvo obdobje retrogradnega Merkurja od 15. marca do 7. aprila, torej razmislek o sebi, o svojem vplivu navzven, o vplivu misli na fizično telo in vplivu misli na stik z dušo, s smislom bivanja. V drugi fazi od 18. julija do 18. avgusta je retrogradni Merkur ves čas v znamenju Leva, kar pomeni, da je čas za razmislek, najbolj seveda vpliva na dvojčke, device in v času, ko je v Levu, na leve, ampak za vse nas je razmislek o našem egu, o naši osebnosti, o tem, kje nas naše sodbe, morala ali karkoli zapore odmikajo od našega pristnega jaza, od našega smisla življenja in od naše notranje sreče, kajti Sonce je tudi naš notranji otrok in sočasno stik z dušo. Sonce vlada Leva, tako da v času retrogradnega Merkurja od julija 18. do 11. avgusta je čas za razmislek o sebi, o tem, kako si z mislimi ustvarjate prepreke, kako s sodbami se odmikate od pravega stika z življenjem in od tekoče energije. Tako da po 11. avgustu boste spet sproščeni in srečni in nekako drugače zaživeli. V času novembrskega retrogradnega Merkurja gre pa Merkur iz znamenja Strelca nazaj v znamenje Škorpijona, kar pa pomeni, da poleg devic in dvojčkov imajo tudi Strelci in Škorpijoni nalogo, ter seveda vsi mi, ugotoviti to, kdaj prehitro zbezlamo, kdaj se odmaknemo od globine naših čustev, kdaj ne želimo reči Bobu Bob in priznati ali svojo krivdo, svojo zmoto ali sebi svoje najgloblje čustva, kdaj želimo vse pomesti pod prepražnik in potem s tem zaviramo svoje uspešno življenje. Tako da to je v čas novembra, od 9. do 29. je retrogradni Merkur, tako da čas je takrat za introspekcijo, razmislek
razmislek o sebi, o svojem življenju, o čustvih, mislih in o vsem skupaj, kar nas naredi človeka. Navzven torej pa ne gremo v nič novega, nič ne podpisujemo, ne iščemo nove službe, načrtujemo pa, da potem, ko se Merkur sprosti, lahko izpeljemo načrte boljše, tako da 29. novembra bomo imeli že vse plane za novo leto, december bo potem praznik sodelovanja, komuniciranja, medtem ko bomo že vedeli, kaj želimo za Merkurjevo leto, ki bo leto 26. Toliko na splošno o retrogradnem Merkurju, naj vam dobro služi in če ne gre navzven, gre navznoter. Samo to naj bo pravilo vašega čutenja ali pa zaznavanja ali pa življenja v času retrogradnega Merkurja. Hvala vam za pozornost in srečno.